Škofjeloška ekologija je edino podjetje v Sloveniji specializirano za predelavo nevarnih odpadnih kemikalij. Zbirajo predvsem odpadne kisline, luge in druge raztopine, ki vsebujejo kovine ter jih s fizikalno-kemijskimi postopki obdelajo, da iz njih pridobijo kovine. Te se lahko v elementarni obliki soli ali v obliki mulja. Če mulj, ki ga s prešanjem odstranijo iz raztopine, vsebuje nizke koncentracije kovin, ga oddajo drugim podjetjem, ki ga nadalje odstranijo. Če pa so koncentracije visoke, ga še naprej predelajo, da iz mulja izločijo kovino. Postopek, ki ga uporabljajo za predelavo, je podoben postopku, ki se običajno uporablja za čiščenje odpadnih vod. Načrtujejo širitev poslovanja. Skušamo povečati proizvodnjo, skušamo postati specializiran proizvajalec odpadnih oziroma nekih surovin za kemično in podobno industrijo. Skratka, izdelovalec kemikalij, kjer za surovino uporabljamo nevarne odpadne kemikalije. Razvili so tudi svoje metode obdelave odpadkov. Tako na primer namesto kislin uporabljajo ogljikov dioksid, kar je bistveno bolj čista tehnologija. Imajo svoj laboratorij, v katerem preizkušajo nove metode obdelave, analizirajo sestavo prejetih kemikalij in preizkušajo, kako se bodo kemikalije obnašale med obdelavo. Kontrolirajo pa tudi vodo, preden jo spustijo v kanalizacijo. In kako zadostijo okoljskim zahtevam? Z ustrezno opremo in predvsem poznanjem in poznavanjem kemikalij, s katerimi ravnamo. Tako nam oprema omogoča, da v primeru slučajnega izlitja, da razlite tekočine ujamemo v lovilnih bazenih, tekočine pred izpustom prekontroliramo na težke kovine in ostale parametre, ki so zakonsko določene oziroma so omejitve njihove koncentracije, izpuhe v zrak, pline očistimo v mokrem očistilcu in na ta način zadoščamo vsem okoljskim potrebam. Ekologija želi postati podjetje za pridobivanje kovin oziroma proizvodnjo drugih kemikalij, ki vsebujejo kovine, pri tem pa bi v nasprotju s klasičnimi proizvajalci kot surovino uporabljalo industrijske odpadne raztopine. Za predelavo oziroma proizvodnjo po konkurenčnih cenah je v Sloveniji premalo takšnih odpadkov, zato načrtujejo tudi dobavo primernih raztopin iz tujine. Pri tem računajo na sodelovanje s preostalimi zbiralci nevarnih odpadkov in predvsem na pomoč države v obliki hitrega odziva pri dodeljevanju dovoljenj za uvoz.